Kako konzerviramo sirupe iz trpotca, smrekovih vršičkov, borovih vršičkov? Posebej, če ste jih naredili z medom, kar je edino prav, bi bila velika škoda to pregrevati ali kako drugače stabilizirati. Če pa nič ne naredimo, obstaja velika verjetnost, da nam takšni sirupi zavrejo. Posebej zato, ker je karkoli, da ste dali v med, razredčilo med in ni več prave koncentracije sladkorja, ki bi to konzervirala. V takih trenutkih si lahko zelo pomagamo z eteričnimi olji. Lahko bi uporabili tudi propolis, ampak eterična olja dejansko opravijo več funkcij hkrati. Ja, najraje v takšne sirupe dam ali janež, ali koromač, ali evkaliptus. Vsi so izjemno blagodejni za bronhije, za pljuča, torej ne le, da nam konzervirajo naše sirupe, ampak jih tudi okrepijo, pa za povrh tudi okus nekako oplemenitijo, izboljšajo in tudi otroci take sirupe potem raje uživajo, ker so bolj podobni enim bombončkom. Koliko sploh eteričnega olja smemo dati v sirup, pa da dosežemo to, da smo ga konzervirali, po drugi strani pa da je še vedno varno za naše sluznice. Veste, da eteričnih olj direktno na sluznice ne smemo dajati. No, na srečo, že v zelo majhnih količinah bodo eterična olja naredila svoje. Na 1 deci sirupa lahko komot damo pol mililitra, kar je 8 kapljic dejansko eteričnih olj. Torej, tudi to ne potrebujete. Za en takav lep, blag okus povsem zadošča, če nakapljamo recimo na 1 deci 4 kapljice janeža, koromača ali evkaliptusa. Lahko tudi izbrana olja med sabo mešate, recimo evkaliptus izjemno izboljša okus trpotčevega sirupa, koromač, takav kot bronhi bombončki, pa zelo paše vsem tem iglavcem. Torej, nekako maksimalno 8, poskusite prvo s 4 kapljicami, pustite dan, dva, da deluje, ker eterična olja bodo še razvila svojo moč in boste videli, kako ste 3 muhi na en mah rešili z nekaj kapljic eteričnega olja.